skrbi v tej situaciji, ko smo, ko Evropa opozarja, da se nismo lotili dolgotrajne oskrbe. Povem vam, da je imel že minister Bručan v predalu dober zakon, ki bi bil osnova za postavitev dolgotrajne oskrbe. In kaj šele bo, ko bomo mi se tega lotili. Mi nimamo ne strategije, ne kadra in ne vemo, kako se tega lotiti. Evropa ima rešitve. Torej tudi tukaj lahko evropski poslanec pomaga tukajšnjim odgovornim, da se te dobre prakse čist na drugem nivoju implementirajo in da nehamo poslušati levico in te gospode, ki nas dejansko vodijo v venezuelski sistem. Tako da jaz kot človek, kot zdravnik, ki pravzaprav končujem svojo življenjsko pot, kot profesijo, bi videla izziv, da sem evropska poslanka, kjer se bom prav gotovo zavzevala za zdravstvene zadeve, za to tematiko, za tematiko oskrbe starejših, za dostojno starost, varno starost in za področje ekologije. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da gremo vsi na volitve, vsak glas šteje, ker če bomo mi, ki smo z dušo, desničari, pomagali ohranjati stabilno Evropo, potem imamo perspektivo mi in tudi naši potomci. Če Slovenska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka, združeni v Evropski ljudski stranki, ne bodo naredili tega koraka, da je zmogovita stranka, potem je pravzaprav pod vprašanjem tudi enotna Evropa in mir v Evropi. In ko govorimo o miru, jaz mislim, da je mandat Evrope, da varuje naše južne meje. Mandat Evrope je, da poskrbi najprej za svoje državljane, potem pa za ostale. Hvala. Gospa Alenka Forte, najlepša hvala za vaše misli in Evropski parlament vas že čaka. Letošnje volitve v Evropski parlament sovpadajo s 30. obletnico Slovenske demokratske stranke, v kateri se je zbrala večina državnotvorne moči nekdanjega Demosa. SDS ni le najuspešnejša stranka v sodobni slovenski demokraciji, ampak je tudi najtrdnejše zagotovilo, da bo Slovenija šla po poti, ki smo si Slovenke in Slovenci začrtali na plebiscitu za samostojno Slovenijo. Valentin Vodnik, Dramilo. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda kupčija tebe rede. Za uksi prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz roki prejemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokav. Vse do upokojitve je upravljal različne naloge v poveljstvih enot Slovenske vojske. Nazadnje kot načelnik obveščevalno-varnostnega sektorja. Davorin Kopše se lahko pohvali z dobrim poznavanjem slovenske politike. Leta 2018 pa je prejel tudi plaketo SDS za posebne dosežke, saj je pred zadnjimi državno-zborovskimi volitvami kot nečlan SDS sprožil akcijo prostovoljnega zbiranja finančnih sredstev za SDS. V tej njegovi akciji je bilo zbranih več kot 100.000 evrov. Aplauz. Kurling je moštveni šport podoben balinanju, kegljanje na ledu, s to razliko, da ga igramo na ledu s težko nabrušenimi kamni. On je namreč član curling kluba Zalog, ker igra v ekipi invalidov. Udeležen je bil tudi v slovenski ligi, občasno pa tudi slovenski reprezentanci. Na oder vabim našega kandidata za evropskega poslanca Davorina Kopšeta. Prosim.
Spoštovani zbrani, spoštovani prijatelji, spoštovani člani in simpatizeri stranke SDS, spoštovani poslanci nacionalnega parlamenta, živjo. Prijatelj se reče živjo, pa tudi zato, da se sam sebe sprostim. Zdaj namreč, ko vas gledam, ko zrete s pričakovanjem vame, kaj bom povedal, imam precej treme, ne? Ampak jaz bom ostal tukaj, jaz bom govoril, jaz nočem biti čarec. Ne morem se pohvaliti za uspehi iz aktualnega mandata, kot se je lahko pred mano Romana. Ne morem se pohvaliti z nekimi rezultati v zdravstvu, ker pač nisem zdravnik. Lahko pa povem, da sem v dosedanjem življenju večino časa počel stvari, ki so povezane z varnostjo. Zato je moja tema predvsem varnost, zaščita Slovenije, zaščita Evrope in v svojem mandatu bi se rad ukvarjal s tem področjem. Želim, da se uresniči želja Evropske ljudske stranke in pa prizadevanja, da bi zaščitili zunanje evropske meje, da bi vedeli, kdo prihaja v naše kraje, kdo biva z nami, in da bi bili varni. Vključil se bom vse, kjer bo mogoče, v tokove oziroma aktivnosti, ki bodo povezane z preprečevanjem terorizma, kar nas posebej ogroža. To prihaja, seveda, zdaj ne moremo več zanikati, z migracijami, z nezakonitimi migracijami. To so tiste migracije, ki prihajajo čez njive, čez polja, čez gozdove, plavajo čez reke in tako naprej. In ti ljudje ne pridejo na glavna vrata zato, ker ne prihajajo z poštenimi nameni. Ko pridejo čez naše meje, pridejo nelegalno, se pravi nezakonito. Zato že zaradi tega niso dobrodošli. Kar se mene tiče, niti eden. Niti eden. Tukaj bom zdaj izpostavil našega poslanca iz poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, pa naj mi oprosti, Branka Grimsa, ki pravi, da ima vsak nezakoniti migrant pravico. Se pravi, ima 3 pravice. Da je aretiran, da je procesiran in da je nagnan iz naše države. V Evropskem parlamentu si predstavljam eno blazno gnečo. Predstavljam si, da je ogromno dela. Predstavljam si, da se je treba povezovati, da je treba iskati zaveznike. Približno tako, kot pač v zasebnem življenju. In tukaj se lahko navežem na prebrano Vodnikovo stvaritev, ki pravi, da imamo Slovenci svoj imamo svoje sposobnosti. Samo zavedati se jih moramo in vse te stvari, vrline uporabiti, znati uporabiti. Kaj nas lahko pri tem zmoti? Najbolj nas lahko pri tem zmoti nagnjenost, človeška nagnjenost, ne bom rekel slovenska, ker to ni res, ampak nasplošno človeška nagnjenost k temu, da je malo len, ne? Se pravi, lenoba je največji sovražnik delu, ne? In
ko reče, da tisti, ki ne želi delati, ker noče delati, torej lenoba prinaša strgan rokav, beraško palico in prazen bokal, bi rekli v našem času, kdor ne dela, naj ne je, ne? Mi želimo delati, mi bomo delali, mi hočemo delati. Jaz bom delal potem v Evropskem parlamentu, ko bom izvoljen. Zato sem prišel sem, da vas malo nagovorim, če bo kdo glasoval zame. Se boste, ne? Ja, to je rdeča nit, ki kaže, o čem razmišljam, kako nameravam delovati. Še enkrat, hvala lepa, ker sem lahko tukaj, ker ste me poslušali. Vso srečo, imejte se lepo, fino se zabavajte danes, 26. pridite na volitve, pripeljte vse, kar poznate, pa vsi naj volijo za Slovensko demokratsko stranko. To je bil gospod Davorin Kopše, naš kandidat za Evropski parlament. Čaka ga tudi tam prostor. Letošnje evropske volitve so najpomembnejše. Tudi za razcvet pomladi, razcvet pomladnih strani in slovenske zavesti, da želimo varno in sodobno Evropo. Ne, da nas bi bilo strah za življenje in za to, da za naše zanamce začrtamo pot, po kateri bodo samostojno stopali čez nekaj let. Tako Evropo si želimo in le tako Evropo lahko glasujemo. Zdaj pa se začne naše druženje, na katerem bo poleg dobroti Zlate kaplje na zabavo še ansambel Anžeta Šuštarja. Zadnje besede pa seveda iz srca privoščim magistru Tomažu Deželaku, predsedniku občinskega odbora SDS Domžale. Hvala. Še enkrat hvala lepa, ker ste prišli v Domžale. Hvala lepa vsem govorcem pred mano. Dajte, jaz sem želim, da ste izvoljeni, ne? To je to, zato smo danes prišli sem, pa 26. bomo šli, upam, da vsi na volitve, ne? Zato, da bo pa se to lažje zapomniti, smo vam pripravili nekaj dobrot, ker ljubezen gre tudi skozi želodec. Zato vas vljudno vabim, da si odzunaj postrežete, kar smo vam pripravili za jesti. In pa vse, kar je na mizah, je za vas in prosim, če se lahko postrežete. Še enkrat najlepša hvala.